Sem Irena Samine, profesorica za nemško književnost, poučujem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem tudi prodekanja. Literaturo študiramo zato, da spoznavamo tuje svetove, da spoznavamo sebe, da odkrivamo lepoto, ki nam jo daje umetniška beseda, da se potopimo v življenja drugih in s tem seveda tudi svoja. Jeziki odpirajo vrata v svet, vrata v kulture, vrata v druga življenja, vrata v nas same. Ko znamo več jezikov, dejansko tudi spoznavamo toliko drugih svetov, da imamo občutek, kot da smo tudi del njih. Pri prevajanju večkrat uporabljamo umetno inteligenco. Ta nam zlasti pomaga pri površinskem prevajanju, ko si hočemo ustvariti vtis nekega besedila, ki je v jeziku, ki ga ne razumemo. Za podrobnejše prevajanje, za natančnejše, zlasti literarno prevajanje, pa nam umetna inteligenca prej škodi kot koristi. Mladi naj danes študirajo predvsem tisto, za kar čutijo, da so poklicani, tisto, kar jih navdušuje, tisto, za kar se zanimajo. Danes je zelo težko oceniti, kakšne poklice bomo potrebovali v prihodnosti. Pomembno pa je, da smo pri vsem, kar delamo, s srcem pri stvari. Slovnico študiramo zato, da spoznamo strukture jezika, globino jezika, da dejansko razumemo, kako jezik funkcionira. Ne da bi poznali slovnico, lahko seveda komuniciramo na neki površinski ravni, vendar pa nam samo dobro poznavanje slovničnih pravil daje svobodo, da povemo natanko tisto, kar si zamislimo. Najljubša nemška pisateljica je, lahko rečem, pesnica Annette von Droste-Hülshoff iz 19. stoletja, ki sem jo v zadnjem času začela res intenzivno spoznavati. Sicer pa je zelo težko govoriti o najljubših nemških pisateljih. Toliko jih je, ki nam v nekem trenutku dajo ravno tisto, kar potrebujemo. Vrhunska literatura je tista, ki nam ponuja nekaj več. Dejansko je zelo težko povedati, kaj je tisto specifično, kaj je tisto posebno, zaradi česar lahko po dobri knjigi posežemo tudi večkrat, velikokrat, neštetokrat. V dobri literaturi vedno najdemo nekaj novega. Ta je tista, ki ne pove vsega, temveč je tudi bralec tisti, ki mora zapolniti vrzeli. Ta je tista, ki ponuja mnogopomenskost, ki nam odpira nove svetove in ki nam seveda tudi odpira mišljenje. Umetno inteligenco zagotovo uporabljam v prvi vrsti kot orodje, vendar sem se že zalotila pri tem, da sem s ChatGPT-jem klepetala kot svojim partnerjem. Jaz veljam za zelo optimističnega človeka, zato me prihodnosti nikakor ni strah. Stavim zlasti na zdrav človeški um.